Bliža se poletje in z njim se pričenja tudi naša akcija Naj kopališče. Ker ponudbo po vseh teh letih že kar dobro poznate, smo se tokrat odločili, da bomo predstavili tiste stvari, ki kopalcem navadno ostanejo skrite. In začeli bomo kar v kopališču, ki se lahko upravičeno pohvali s tem, da je pravo vodno mesto. V vodnem mestu Atlantis se dogaja dejansko marsikaj, ne samo od 9 do 23 ure zvečer, ampak tudi izven delovnega časa moramo marsikaj postoriti, da seveda lahko vsak dan odpremo svoje vrata in izrečemo dobrodošlico našim obiskovalcem. Že pred 5. uro pride prvo osebje v Atlantis, to so naši pridni čistilci, ki pač morajo poskrbeti, da so dejansko vse površine čiste, snažne in seveda pripravljene za obiskovalce. Tehniki morajo poskrbeti, da so savne seveda segrete na pravo temperaturo, turške savne, da so prižgane, da je para že v polnem zamahu. Seveda je treba poskrbeti tudi, da je pač z bazensko tehniko vse v redu, kajti vseh 16 bazenov in 16 savn je treba kar dobro skrbeti, da vse poteka, kot je treba. Gostinci seveda tudi pridejo že zelo zgodaj, da so seveda rogljički in ostala hrana sveži in topli in okusni in kava okusna recimo. Veliko gledamo tudi na energetsko učinkovitost, tako da pokrivamo bazene, da pač zmanjšamo porabo energije in tako naprej. Tako da dela je že zjutraj, preden odpremo vrata, kar veliko. Ko se v kopališču prikažejo prvi obiskovalci, se začne delovni dan še za drugi del ekipe. Trenutno se nahajajo v svetu doživetij, kjer je seveda ponudba bazenov, predvsem za družine in male nadobudnejše, zelo pestra. Imamo odlične tobogane, odlične bazene za otroke, za odrasle, bazen z valovi, podzemno jamo. V okviru plavalne šole skrbimo za najmlajše od 6 mesecev naprej, malo večje, take kot so tukaj, za 12-letnike, poskrbimo pa tudi za starše. Da pa skrbimo za nataliteto naših otrok, poskrbimo tukaj tudi za naše nosečnice, da se počutijo prijetno. Pri nas se lahko šolajo vsi potapljači od začetne stopnje do profesionalnih nazivov, dive master, asistent inštruktorja in potem inštruktor. Hkrati pa moram povedati, da smo začeli z novim programom, to so potapljanje za najmlajše, in začenjamo najprej z šnorklarskimi delavnicami. To že za 4 leta starimi otroci, ki ni nujno, da znajo že plavati, se spoznavajo z potapljaško opremo, z dihalko, masko, s plavutkami. Zelo dobra je tudi ponudba za seniorje, kajti organiziramo odlično vodno telovadbo, organiziramo dejansko aerobiko za njih prilagojeno. Predvsem je pa voda odlična, zato ker pač sklepi in ostali kostni sistem bistveno manj trpi, recimo, kot pa na kopnem. Prav zato so pred kratkim odprli tudi strokovni center zdravja, ki obiskovalcem ponuja individualen pristop, fizioterapijo, strokovne masaže in rekreacijo. Nas lahko obiščejo vsi, ki si želijo gibanja, aktivnega življenjskega sloga, predvsem pa so vabljeni tisti, ki želijo, da se z njimi nekdo, bom rekel, res kvalitetno ukvarja z fokusiranim pristopom, ki se mogoče v nekih skupinskih vadbah izgublja, ali pa tisti, ki se recimo pripravljajo na operacijo, ki so končali proces rehabilitacije in bi si želeli kljub temu nadaljevanje na poti, se pravi, k spet povrnitvi zdravja ali pa tudi izboljšanju zdravja. Vadba je zelo osebno prilagojena posamezniku, se pravi zelo z individualnim pristopom, kar pomeni, da lahko vsak maksimalno naredi zase najbolj primerne vaje. Izvajamo nege obraza, tudi nege telesa, potem izvajamo tudi depilacije, masaže. Kriolipolizo imamo za oblikovanje telesa, potem kavitacijo. Že od samega začetka imamo tajske masaže, pred parimi leti smo dodali še indijske masaže, kitajske masaže, posamezne terapije.
Gre za novo vrsto masaže, in sicer masaža z ribicami, mi jo sicer strokovno imenujemo terapija z ribicami. Gre v bistvu za masažo oziroma povsem naravni organski peeling. To je Huber vadba, terapija za okrepitev mišic celega telesa ter za povečanje gibljivosti. S to Huber vadbo tudi izboljšujemo koordinacijo, ravnotežje, propriocepcijo, poudarek pa je na hrbtenici. Kot vidite, je marsikatero slovensko kopališče res mesto v malem. In morda bodo prav ti ljudje iz ozadja odločilni, ko boste razmišljali, kateremu izmed slovenskih kopališč boste letos namenili svoj glas.